Franc Mužič osmič ali Karlo Peršolja prvič. Dober dan, voščim Vanja Trkman in lepo pozdravljam v studiu Radia Robin kandidata za župana briške občine. Dober dan. Dobar dan. Ja, naporna kampanja je, kot kaže, za vama. Eno zadnjih dejanj še danes, to soočenje. Sicer pa od strganih plakatov pa do raznih celo žaljivih objav na družbenih omrežjih, vse to smo zasledili tokrat. Vajin komentar, sta presenečena, da se nivo volilne kampanje spusti na tak nivo, Franc Mužič? No, vsekakor, kot rečeno, osmič že kandidiram, kaj tega nisem doživljal, ampak to skoraj vzamem za šov. In resnično bilo nekaj žaljivega in tako, ampak vse to spada nekako zraven. Sigurno tisti, ki to počnejo, pa naj se zamislijo, kaj počnejo. Morda še vaš komentar, gospod Peršolja? No, jaz bi težko rekel, da je bila kampanja spoštljiva, pa vodena nekako profesionalno. Vsekakor mislim, da ne gre za šov, mislim, da gre za pomanjkanje idej, pomanjkanja vizij, pomanjkanja pripravljenost za to, da bi prepričali naše volilke in volilce s programom. Torej, nakratko... To mi malo čudi, ker verjetno bi prav Franc moral biti prvi, ki bi rekel, da od kje so priletele določene zadeve. Prav gotovo župana Brd, ki sicer ima nekaj let že, da ga dajo na invalidski voziček, in ko se na tem invalidskem vozičku videl, se rekel, pa tudi tam lepo zgledam. Morda še vam, gospod Peršolja, oba zanikata, da bi bila vpletena v te zgodbe. Zagotovo smo se mi najprej odzvali na to žaljivo fotografijo, ki prikazuje gospoda Mužiča na invalidskem vozičku, zato smo se tudi, osebno sem se na njega obrnil, sem mu obrazložil, da pravzaprav naša lista s tem nima popolnoma nič. Je pa res, da je imel gospod Mužič mogoče malo več sreče, pa mu ni bilo potrebno prelepljati plakate, kajti vsi njegovi so ostali celi. Morda še en vaš komentar? Ja, prav gotovo, da tudi, če prijatelj Karlo, to se odmikate od teh zadev, tudi sigurno moja ekipa to ni počela, o tem niti govora. Kot rečeno, osmič kandidiram, celo enkrat sem bil vmes tudi za poslanca in nikdar kaj tega nismo počeli, in to škoda, sigurno to bom rekel, kritiko ali pa, da bi bremenil mojo ekipo daleč od tega, ker poznam in vem, kdo postavlja. Če je kdo resnično od zunaj kaj napravil, to resnično ne moramo vedeti. Ampak še enkrat lahko zatrdim, da mi kaj tega nismo počeli. Od mene pa sploh bi bilo resnično več kot pod kritiko in sigurno kaj tega ne bi dovolil. No, še zadnjič, gospod Peršolja. Če smo pozorno poslušali gospoda župana, je rekel, da ve, kdo postavlja, pa bi bilo fajn potem, da pove, kdo je to. Kdo postavlja. Moje plakate vem, kdo postavlja. Ja, to, vse mandate mi ta ista oseba in pričan sem, da ta oseba s tem nima prav nič. Razen, da postavlja plakate, pa transparente tudi imamo v Brdih na moj račun, in to sigurno vem, za koga se gre. Prepričan sem o Roku v ogenj, rečemo Brice, bi dal, da ta simpatičen človek ne bi tega počel. Dobro, zaključimo sedaj s to temo, torej lahko se pa obrnemo malce v prihodnost in po tej volilni nedelji, torej liste kandidatov za župane, lista Franca Mužiča, lista za Brda in SDS, vaše kandidatke v prvem krogu, proti kandidatke, so pridobili enako število, torej po 4 svetnike v občinskem svetu, še 3 je pridobila stranka Gibanje Svoboda in enega SD. Boste v primeru zmage imeli težave sodelovati s kakšno od teh strank oziroma listo, gospod Peršolja? Zagotovo ne. Mi smo pripravljeni sodelovati z vsemi. Seveda moramo se prej najti znotraj tega našega programa, ali zasledujemo enaka izhodišča, ali zasledujemo enake cilje, ali želimo vsi skupaj delati v dobrobit vseh občank in občanov, in seveda vrata ne zapiramo nikomor. Mi smo odprti za dialog in si želimo pravzaprav čim širšo koalicijo, zato da bi na čim lažji način tudi uresničili naš program.
Gospod Mužič, prvič po letu 2002 ste nekako tečete drugi krog. Vas mora biti kaj skrbi in da tokrat ne bo šlo tako gladko in kako vidite povezovanje? Najmanj, no, daleč od tega, da sem poslušal prijatelja, ko je rekel, ja, bomo iskali podobno misleče. Mi smo do sedaj imeli tudi različno misleče in v Brdih skozi vse mandate, razen mogoče v prvem mandatu, se pravi leta 95 v prejšnjem stoletju, smo nekako se opredeljevali tudi strankarsko, levo, desno, ampak niti ne hudo. Ampak vse ostale mandate smo delili enotno, ne glede, kako je kdo mislil. Tudi različna mišljenja so prav, da so, in smo jih vedno znali uskladiti in stvari so v Brdih tekle dosti solidno. Nazaj bi bilo preveč samohvalno, če rečemo v zadnjem mandatu, ker smo imeli 7 list in strank in smo vedno delovali enotno. Seje so bili predhodno pripravljene, če so bili pomembne točke, smo sklicali predhodno predstavnike list oziroma strank, stvari smo uskladili, tudi če so drugač mislili, smo stvari uskladili predhodno in potem na sejih občinskega sveta so stvari kar stekle. In prepričan sem tudi to, da bo šlo tudi tokrat gladko. In kakšne so težave oziroma izzivi, ki so pred brici v prihodnjih letih, ko se vrtimo okrog tega vprašanja, ne moremo mimo turizma, pripravlja se nova strategija, seveda pa so različni pomisleki oziroma različni še vedno pogledi na to, kako naj bi se pravzaprav ta turizem razvijal v bodoče. V preteklosti je občina stavila na turizem gnan s pridelki in izdelki izpod pridnih briških rok. Tu se mi zdi, da se nekako vaš pogled, Karlo Peršolje, razlikuje. Menite, da je potrebno najprej urediti to infrastrukturo, da se potem lahko v Brda zvabi več turistov. Kako bi začeli in kje vidite priložnosti za razmah? Brez razvite infrastrukture ni najbolj pametno se lotiti turizma. Mi moramo urediti ceste, moramo urediti čistilne naprave, moramo urediti oskrbo z električno energijo, in ko bodo vsi ti pogoji izpolnjeni, se bomo lahko šli, ko bi rekel, bolj množičnega, čeprav tega izraza ne maram, turizma. V tem trenutku mislim, da Brda za to niso zrela. V tem trenutku se moramo osredotočiti na tiste goste, ki so pripravljeni v Brdah priti za to, ker cenijo Brda, ker želijo poskusiti briške specialitete, briška vina, se srečati z briško gostoljubnostjo in te goste poskušati zadržati čim dlje. Se pravi, iz teh 2,5 nočitve, recimo na 4 nočitve in pol. In to mora biti naš cilj. No, ko ste ravno izpostavili, kaj pa o tem množičnem turizmu, oziroma kje so tiste meje, ki jih Brda lahko prenesejo, recimo? Ja, Brda imajo v tem trenutku nekaj čez 1000 postelj, ne? In temu ustrezno mora slediti tudi gostinska ponudba. Vemo, da gostinska ponudba temu v tem trenutku ni dovolj dorasla, manjkajo tudi manjše gostinske objekte z bolj preprosto, če lahko tako rečem, prehrano, z cenejšo hrano, z briškimi specialitetami. Vse to v tem trenutku v Brdih manjka. Franc Mužič, vaša motivacija za pravzaprav ta, pravite, sedaj pa res zadnji mandat so briške terme oziroma spa resort Brda. Eden izmed komentarjev, ki smo ga zasledili ob najavi te novice, ki je bila res da pred kratkim, je bilo, a so spet volitve. Se pravi, to vidite kot nek nedokončan projekt, kot tisto češnjico na torti, mislim, da ste celo enkrat omenili. Sedaj pravite, da imate resnega investitorja, videli smo te načrte, menite, da bo tokrat le šlo skozi in imate zavezo, da bo vključeno lokalno prebivalstvo, lokalni izdelki, pridelki? To je osnova za vse, to o tem ni dvoma, ampak prav gotovo, da izhajam z tega, če ste postavila vprašanje o razvoju turizma v Brdih, Karlotu, sigurno, da s tem turizmom sigurno lahko župan aktualni kaj reče. Omenil je sam Karlo 1000 postelj, ja, začeli smo z 0 postelj, oziroma na 25. maju 23 postelj, to vem, da je bilo, in še mogoče en kmečki turizem v Cerovem, in to je bilo vse lahko
30 postelj smo imeli leta 25 v prejšnjem stoletju, no danes se ponašamo s preko 1000 postelj in še vedno se gradi. Ampak bolj tisto množičen turizem ali pa tisti butični turizem, verjamete, to lahko komentiramo na veliko. Tudi sam sem proti množičnemu turizmu, sigurno, da Brici v taki butični deželici, kot so Brda, si zaslužimo resnično nekaj butičnega. Zdaj omenil tudi cenejše gostinske ponudbe in take zadeve. Tudi to obstaja, vem, že v Brdih. Sigurno še manjka kaka gostilna ali pa po naše ošterijo. O tem ni dvoma. Predvsem sem razočaran z Dobrovem, ko tam resnično nimamo v samem centru dobrega primernega gostinskega lokala. Pripričani smo bili, da bo gostilna 25. maju, prej se je imenovala, zdaj je Venecijanka, kaj ve neki tako, tu je ime, kar me moti in je zadeva zdaj zaprtega tipa. Ampak zdaj, če se vrnem na tiste vaše ključno vprašanje, je to, da terme v Brdih bodo pred dobrim mesecem, mora se vedno dodati, ker tudi moji kolegi in sodelavci reči, ja, Franc, ne govori samo o terme, ampak tako. Spa, ja. Brda, vse tam bo to, ja, od odkupa prišlo. Potencialni investitor je pokazal tudi dobro voljo do širših družbenih potreb v Brdih. Tudi določenemu klubu je bilo nakazano določena sredstva, ker tak dogovor je bil in stvari, mislim, da se bodo nekje spomladi naslednje leto začele odvijati in po zagotovilu potencialnih investitorjev naj bi se to zgodilo v letu in pol, 2 terme Spa Brda bi mogla zafunkcionirati. Hvala lepa. Gospod Pršol. Jaz sem mislil, da pač ta projekt terem je vsake 4 leta pred volitvami, mesec pred volitvami neka obljuba, spet neko podpisovanje nekih dokumentov, ki pač nekako, ne najdem boljšega izraza, mogoče malo zavajajo občanke in občane. Jaz mislim, da ta projekt terem za Brda v tem trenutku ni primeren, vse dokler ne bodo dani vsi tisti pogoji, kot sem prej omenil, infrastrukturni, za to, da bi lahko kdaj kasneje prišlo do gradnje takšnega objekta. Vemo, da v tem trenutku od tega Brda ne bodo imeli pravzaprav nič, gradili bodo drugi, hrana bo od drugot, zaposleni bodo od drugot in dobiček, kolikor je mene znano, bo šel tudi izven Brd, saj gre za podjetje, ki nimajo niti sedeža v občine Brda. Vaš odgovor? Kaj bom rekel? Zame to razmišljanje je katastrofalno. Vem točno, da v te terme Spa Brda je bil pet tudi ta moj kolega Karlo. In celo določena sredstva so namenili, ko je bil neki drugi potencialni investitor iz Italije. In ta gospod nas je leto in pol, 2 skoraj, da ne uporabim tisto grdo besedo, mislim, da ljudje vejo, kaj mislim s tem reči, ampak bom malo bolj ljuden, resnično nas je leto in pol zavajal, ne pa župan, ki na tem projektu dela toliko časa. In še enkrat moram uporabljati to, ker jaz vem, da moje brike in brici to vejo, da veliki projekti se ne zgodijo preko noči, ampak grejo na daljši rok. In lep primer, moram to poudariti, so to čudovito Šmartno, ki bi lahko bila ruševina, da se gre za vilo Vipoža, ki tudi bi lahko bila ruševina in da se je tle treba bilo boriti z določenimi državnimi inštitucijami tudi 18 let. Ampak zgodilo se je tudi vodovod, infrastruktura, ker govori Karlo, da imamo tudi to, imamo rešeno in to že dobrih 12 let. Glede na to, da sem bil neposredno izvan. Seveda, noben projekt ne more trajati 20 let, preden pride do realizacije. Res smo se nekateri vidni Brici pred časom dogovorili, da bi ustanovili nek koncert in nekako šli v tak projekt, kjer bi bili lastniki Brici in Brike. To je bil naš cilj. Ko smo pa ugotovili, da bi bile škodljive posledice takega projekta večje od koristi, ki bi jih imeli občanki in občani za to, smo se seveda od tega umaknili.
Lahko Brda prenesejo. O tem škoda govoriti. No, šlo si je takrat, no tako, dragi Karlo, tle res te moram prav tako, malček opozoriti, pa biti malo tudi grob do tebe. Tu se je šlo takrat za projekt, ki je bil ovrednoten 50 do 60 milijonov. In zdaj naj mi tle gospod Karlo reče, kje bi brici naših teh 50-60 milijonov. Ta varianta, ki je zdaj aktualna, je skoraj da cena razpolovljena in ti potencijalni investitorji zelo modro razmišljajo glede na razmere, ki jih doživljamo, ta gospodarska kriza, recesija, ki se pojavlja, so gotovili, da se začne z nekim manjšim in na tem kontekstu se tudi dela. Zdaj, da vem, da poznam v nulo poimensko, kdo so tisti vlagatelji, nečem biti nasramen in reči številko, ki so jo dali v neki fond, kjer naj bi bili potem lastniki investicije od 50 do 60 milijonov. Karlo, bi prosil, ne. Na kratko replika, seveda, na to pa zaključimo, prosim. Podjetje, ki je podpisalo ta sporazum, imel v letu 2020 natančno nič evrov prihodkov, v letu 2021 natančno nič evrov prihodkov. Jaz ne bi še investitorja, ki ga ni tukaj govorila, ampak dajmo sedaj zaključiti s termami oziroma s projektom Spa Brdo in čisto na kratko še o Gonjačah. Kar nekaj vidnih biserov, pa recimo grad Dobrovo bi si po mnenju obeh zaslužilo boljše vsebine. Kaj lahko tukaj občina naredi? Recimo gostinska ponudba, kot ste prej govorili, gospod Mužič. Ja, seveda je potrebno spodbujati, dati prostor, pa vendar gre za nekako zasebnike, kako bi jih spodbudili, torej pritegnili? Veste, da smo imeli kar že neki, bom rekel, nosilcev te dejavnosti. Vsem je nekaj časa šlo in potem je ta stvar zamrla. Pred kratkim smo imeli tudi našega Brica, ki je te stvari tudi nekako nakazoval, kako bo zapeljal, ampak nažalost ta stvar se je zgodila, da se je dogajala eno leto in potem... Govorimo o Gonjačah? Ne, govorim... Dobrovo. Dobrovo, grad Dobrovo. No, in tudi v samem začetku, ko govorimo ponudba na Dobrovo, že zjutraj ob 7 uri in take zadeve, ta mladi gospod svojo ekipo je tudi nakazal, kako bo zjutraj kuhal kavo in da bojo Brici hodili na rogljičke. Ampak 14 dni, 3 tedne in mesec je to stvar peljal, ker ni bilo nobenega, je s to dejavnostjo ukinil. Tako da to res Bricem nuditi nekaj, Brici vemo, kako smo, da zjutraj, ko ostanemo, tisti, ki imajo zdaj tu službo, grejo v službo, naši vrli vinogradniki, vinarji ali pa kmetje, na kratko bom rekel, grejo pa v Brejde. Tako da sigurno dela se na tem, išče se možnost, da pod ugodnimi pogoji damo v najem ta gostinski lokal. Neverjetno, sigurno bo nujno treba firmi Grad, kjer smo mi občina tudi 10% lastniki, bo mogla vložiti 50, 60, 70 tisoč za obnovo kuhinje, ker ta je v zelo, zelo slabem stanju. No in vsekakor delamo na tem, da bi dobili ustreznega nosilca te dejavnosti. Tako da ti gostinci so zdaj res nekako v deficitu, če bom rekel, na trgu. Tako da to za Gonjače ste vprašala tudi? Tako, v Gonjačah ste pred kratkim napovedali, da bi vendarle tudi tam bila neka gostinska ponudba, čisto na kratko. No, vsekakor, ja, da je gor. Mi smo imeli čudovito gostilno, ki smo ji rekli primarjati v Gonjačah, pri tem razglednem stolpu in mi je žal, da ta stvar ne funkcionira. Svoj čas je dosti bolj funkcionirala. Je samo to treba, da občina resnično to, če govori Karlo o infrastrukturi, brez dvoma, kot ena prioriteta bo tudi obnovitev ceste od regionalne ceste do razglednega stolpa. Hvala. Gospod Pršolja, torej vi vidite tudi tu kar nekaj Jaz kot gospodarstvenik vem, da je čas dragocen, zato bi tudi predlagal, da se tega termina, ki ga ima vsak od naju, poskušati čim bolj držati. Vprašanje se nanašalo na Gonjače, pa 2,5 minute smo govorili čez nekaj drugega. Pa Dobrovo tudi. Gonjače. Gonjače. Mislim, da to, kar so Gonjačani naredili za Brda, je nekaj nepredstavljivega. Gonjače so dali podporo krožišču in tam smo dobili oljko. Nimamo avtobusne postaje, nimamo toka za smeti, nimamo oglasne deske.
skozi rondo drvijo avtomobili, pa gospoda župana sem prosil, če bi lahko postavili ležeči policaj ali pa radar. Nič od tega ni bilo urejenega. Cesta na spomenik v katastrofalnem stanju. Podporna zidova se bosta podrla. Vaščana, ki živite na spomeniku, bosta dejansko odrezana od sveta. Zakaj se ničesar ne zgodi? Za Gonjače dejansko ni bilo urejenega nič. Novo naselje, spet, nima asfalt, mislim, ima asfalt v zelo slabem stanju. Vprašanje pa je bilo sicer o dodatni ponudbi oziroma o spodbujanju gostinstva. Za dodatno ponudbo v Gonjačah, če govorimo konkretno o spomeniku, je treba cesto urediti. Najprej infrastruktura, torej. Spet smo pri infrastrukturi. Dobro. Replika? Jaz prav gotovo, no, mislim to, kar zdaj našteva prijatelj nazaj, ne drži, da nismo dali tam semaforja, da naj bi umiril promet. To je regionalna cesta, to moramo vedeti, Karlo, praviš gospodarstvo in to, ampak mislim, da moraš tudi širše poglede na vse to, da marsikaj se je tam uredilo, predvsem se je uredilo pa tisto staro križišče, ki je bilo res v katastrofalnem stanju in da ta investicija je stala kar dobrih 2 milijona 200 tisoč in Gonjače ima pa popolnoma drug videz in pogled. Zvečer, ko se vračam z Gorice proti Brdu v zimskem času, mi je dobesedno idilično videti to urejeno, bomo rekel, center Gonjač. Sigurno, da omenil sem to cesto. Mi smo odkupili že hišo in ne za majhne denarje, da bomo tam uredili tudi odcep, soliden in varen odcep za spomeniku. Te zidove, ki jih Karlo navaja, to so privatni, ampak sigurno bomo našli modus, kot vedno in vsakikrat smo ga najdli, da bomo z lastniki teh zidov tudi to stvar sanirali in razširili cesto in tudi o tem se že dogovarjamo in pogovarjamo. To ni nič novega, ker tu lahko si samo nakladamo kdo, kaj, ki, koga. To vem, da bomo naredili. Poglejte, kratka replika, pa tudi vaš pogled na gostinstvo. Nisem govoril o semaforju, govoril sem o radarju. Stanje v Gonjačah je daleč od idiličnega. Res je bila odkupljena hiša na tistem križišču, ko zaviješ na spomenik, ampak tega ugibam je približno leto dni, pa zgodilo se ni popolnoma nič. Samo govorimo, kako se bo nekaj naredilo, dejansko, ko bi rekel, do izvedbe pa ne pride. Dobro, jaz bom... Ja, mi morate dovoliti, no, ker mislim, to je čisto, Karlo, za vajanje ljudi, res. Boš napravil, da če boste dali na koncu besedo tudi nam, da si vprašamo, vse to, ker on našteva, kaj bi vse napravil, je vezano na denar. Mi imamo že predračunsko vrednost za to zadevo in to govorimo o 250 tisoč za urediti odcep proti spomeniku in razširitev ceste. Sigurno tudi to mora počakati ugoden trenutek, ko bodo neke druge prioritete, ki so res prioritete, zaključene in potem bomo tudi to naredili. Zdaj, ker to tudi sledim in vidim, da moj prijatelj to niti približno ne ovlada, niti prometne, v krožišče in omenjati neke semaforje. Krožišče so napravljene na laž, da steče varnejši promet in da lepo steče in da umirja promet. No. Tle se pa moram odzvati, ker zdaj me drugič odreči, se namenil semafor. Drugič, ponavljam, nikoli nisem namenil semafor, sem namenil radar. Dobro. In o tem, kakšno je stanje v Gonjačah, naj povejo Gonjačani in Gonjačanke, kako se oni sedaj v Gonjačah počutijo. Nekaj premora za glasbo, spoštovana kandidata, ko se vrnemo, pa povprašamo tudi seveda o večnamenski dvorani, ostanite blizu. Lokalne volitve. Radio Robin. Soočenje županskih kandidatov oziroma kandidatov za župana Brd poslušate na Radio Robin. Večnamenska športna dvorana je že dlje časa na seznamu želja Brik in Bricev. Starši otrok si ob tem želijo več dejavnosti in želijo gravitirati na Novo Gorico za ponudbo, recimo za otroke. Edina in prezasedena pa je, vemo, telovadnica oziroma pri osnovni šoli Dobrovo. Občina se je v zadnjih letih osredotočila na prostorsko stisko v vrtcih, ki jo še ni dokončno rešila. Oba pa sedaj kandidata Franc Mužič in Karlo Peršolja večnamensko dvorano uvrščata v svoja programa, pa vendar, kako se tega lotiti, kje poiskati denar? Gospod Mužič.
No, saj to je največji problem. Vemo, da taki objekti so od države pa Evrope zelo malo, bom rekel, ne participira država, ne Evropa za to. Ali pa ministrstvo za šolstvo, večjemu tam okrog 20-30%. Mi prav gotovo po vsej tej zadevi, ko jo bomo zaključili, kot ste omenila, otroški vrtec pri šoli Dobrovo, ker gre v višino 1,5 milijona nekako, se bomo lotili tega. Mi imamo tudi že, bom rekel, projekte izdelane, ki sicer so bili tik pred tem, da pridobimo gradbeno dovoljenje, no in te zadeve vsekakor bomo revidirali, jih vzeli iz arhiva, no, in sigurno uskladili jih s strokovnimi službami, pa tudi samo šolo, ker mi tudi ta večnamenski objekt je bila varianta, da bi ga zgradili v športnem parku Vipože, ampak takratno vodstvo šole se s tem nikako ni strinjalo in so zahtevali, da se ta objekt zgradi neposredno ob šoli, da bi ga tudi šolarji koristili, kar tudi sam podpiram to idejo in misel, ampak ta zadeva bi bila precej dražja, skoraj dvojna. Objekt na igrišču v Vipožah bi bil tam okrog 2 milijona, 2,5 milijona, ta pri šoli pa, ker je bolj zahteven teren, vse te zadeve, pa tudi druge standarde bi dali noter, ta bi bil pa takrat po ocenah 5 milijonov, skoraj do 6 milijonov. Torej, da, če dobite sofinanciranje ali kako? To, ja, vsekakor, ko bomo to začeli, bo treba poiskati ustrezna sredstva in govorimo o nekem takem znesku. Lahko te standarde nekako znižamo, da naredimo ceno bolj sprejemljivo in na tem se bo delalo. Takoj po izgradnji vrtca. Vrtec pa se bo začel v spomladanskem času. Gospod Peršolja, vidite morda kakšno drugo idejo za večnamensko dvorano? No, seveda vse to bi moralo biti že zdavne narejeno. Ne? Mislim, da prebivalci Brd nismo nič manj vredni kot ostali prebivalci vseh občin na naši zahodni strani proti Italiji. Vse občine na zahodni strani imajo večnamensko dvorano, nekateri celo 2. Edina občina Brda nima ničesa. Kako drugače zadržati mlade doma, kako starejšim ali pa zreli generacijom omogočiti rekreacijo, kako pravzaprav tudi turizem skozi to razvijati, si ne zna predstavljati. Se pravi, večnamenska dvorana bi že morala zdavnaj biti, mi se bomo tega takoj lotili s pomočjo tako domačih kot evropskih sredstev. Pa so na voljo? Veda so. Poglejte, občina Miren je to vrstni objekt zgradila za 1,4 milijon evrov, z vsemi premičnimi tribunami, z dimenzijami, ki ustrezajo tekmovalnemu nivoju. Celo občina, ne vem, Duplek je to za 1,6 milijon evrov zgradila. Samo v Brdih se to ne da. Ne vem, zakaj ne. Se da torej bolj poceni priti do take dvorane, gospod Mužič? Brez dvoma. Mislim, dragi Karlo, kaj moram gledati v mikrofon, ja, ne v tebe, prav gotovo, da to so čiste laži. Daj lahko pokličete županju občine, oziroma župana občine Miren Kostavenjevica in bo povedal, da ta večnamenska dvorana je stala 3,5 milijona. No, in potem mi smo dobili polovico sredstev za izgradnjo vrtca, ker smo vsi skupaj dali prednost izgradnji vrtca, se pravi skrb za naše najmlajše in kasneje bomo v to šli. To zavajanje, da Miren je za 1,5 milijona zgradil neki tak večnamenski objekt, niti približno ne drži in kot rečeno, na vrsti bom rekel, po prioriteti je takoj za vrtcu. Ja, dovolite mi, seveda, to, da bi nekdo meni rekel, da lažem, seveda si ne bom dovolil, to je pravzaprav tudi znak dosedanjega načina vodenja kampanje. Zdaj bi lahko preverili to na internetu, koliko je dejansko stala. Ja. No, jaz sem te podatke pobral iz uradnih virov, ki jih je občina objavila in to je podatek, s katerim razpolagam. Dobro. Da se zdaj ne bomo do konca oddaje preverili, res, da si ne bom tudi jaz kakšnih podatkov na pamet govorila. Torej,
Mladi si pa želijo več druženja. Nadaljujemo s to temo. Pred kratkim so bi izpostavili piknik prostore ob otroških igriščih. To bi bilo namenjeno tudi turistom. Kako zagovarjate to idejo oziroma vlagati v to vrstno infrastrukturo in kako še poskrbeti za mlade v Brdih, pa začenjate vi tokrat, gospod Pršolja. Zagotovo mladi. Jaz sem pač bil pri vseh mladinskih sobah in stanje, s katerim se soočil, je pravzaprav, lahko rečem, alarmantno. Mladi ponekod nimajo elektrike, ponekod nimajo vode, ponekod nimajo celo ključe, da lahko pridejo v svojo mladinsko sobo. Jaz sem obljubil mladim, da bom že v prvem mandatu popolnoma uredil 2 mladinski sobi. Mladi so izrazili pripravljenost, da bodo tudi sami pomagali pri obnovi. Poleg tega je treba mladim omogočiti prostor, kjer bodo lahko izvajali celoletne aktivnosti. Ko razmišljamo o tem, kje nam nekako najbolj primeren se zdi prostor na Humu za zimske dogodke in prostor v Čelu za poletne dogodke, kjer bi lahko organizirali potem tudi koncerte in druge dogodke za večje število ljudi. Gospod Mužič, na podobno temo? Sigurno, da ni elektrike in to je potem strašno narobe s tem mladinsko organizacijo. O tem nisem niti približno seznanjen. Vem, da nekje so predsedniki VS oziroma KS celo zaprli mladinske sobe, ker so bili neurejene in ki so se tam zbirali tudi ljudje sumljivega tipa, bom tako rekel. Mislim, da me ljudje zdaj razumejo, zakaj se gre in to je to. Drugač, tam, ker so aktivni, bom dal samo za primer prav Cerovo, ko so oni v lastni režiji uredili si prostore, krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti in na vrhu mladinska soba. Podobna zadeva je tudi v Čelu, tam je občina Brdo preko našega zavoda za mladino marsikaj naredila, marsikaj organizirala in kadar je mladina prišla na občino kaj zaprositi, velja tudi za Kojsko tako, smo vedno prisluhnili in šli na roko. Zato imamo osebo v zavodu, katera je odgovorna in mora skrbeti za kontakte občina oziroma zavod in mladinske organizacije. Piknik prostori? Piknik prostori, prav gotovo, da je to možnost in vsekakor bomo te stvari tudi podpirali, čeprav že zdaj so marsikje in v športnem parku vsekakor naj bi se dogajali po letnem času. V Brdih je tako ugodno vreme, da lahko 9 mesecev ljudje se sproščajo tudi v naravi in se tega v športnem parku Vipože se marsikaj bo dogajalo. Pred parmi dnevi je bil zaključen ta kolopark, začelo se bo zdaj z fitness prostorom in pokriva se balinišče, ki bo tudi nekako večnamenski prostor, kjer bo lahko tudi do drugih. Za druženje. Hvala lepa, gospod Pršolja, replika. Ja, zdaj župan res izbral tako žaljivo pot za dokončanje kampanje. To, da rečeš, da v nekem mladinskem domu se zbirajo ljudi sumljivega izvora, mislim, da je žaljivo do teh fantov in deklet, ki se tam združujejo. Drugo, mi imamo kot tak prostor za piknik in podobno predviden Kozlink. Kar se tiče pa koloparka, je rekel župan, da je zaključen, jaz ga še nisem videl. Pojdi, ko boš šel domov zdaj. Ja, vse sem bil, pa ga ni. Vzemi kolo, se boš lahko že vozil. Ne vem, če res. Še na kratko odgovorite. Ja, da je to prav gotovo, ko sem rekel sumljivi ljudje, verjamete, da ti ljudje niso niti brici, tudi te podatke imamo. Za medajnske razmere poznam, ker tudi tam sem bil predsednik KS in vem, da je že v tistem času smo morali ukrepati, ko so se začeli zbirati ljudje sumljive sorte, no, da je kaj ne rečem drugega, ljudje, ki resnično ne spadajo v take mladinske sobe, ker potem lahko samo vplivajo, vemo kako nadrečno. Samo še eno repliko. Ne, jaz bi rekel tako, verjetno zdaj župan je rekel, da je govoril o sumljivih ljudeh iz njegovega obdobja. Jaz govorim o fantih in dekletah, ki se zdaj družijo tam. In ti si zaslužijo vse dolžno spoštovanjem, ne? Zato, da so lahko tam. Če ne drugo, vsaj ključa jim dajmo. Dobro, zaključimo s to temo. Smo starajoča družba, to je treba priznati tudi v Brdih, poleg mladim je treba nameniti pozornost starejšim. Kako sta naklonjena tej ideji domov, kako se reče, hišam dobre volje, pravzaprav, oziroma centrom za starejše, ki so v zadnjem obdobju kar, bomo rekli, vzniknili
v Goriški regiji, v bližini Brd tudi, gospod Mužič. Prav gotovo, da je to tisto, ko se v zadnjem času veliko pogovarjamo o tem in iščemo primerno lokacijo, prav da te stvari uredimo. Osebno pa sem vse skozi, tudi ko smo pred toliko leti gradili dom za starejše občane, smo bili v Brdih mnenja, da je nujno organizirati sistem, kateri omogoča, da ljudje so čim bolj dolgo doma. No in zato smo oskrbeli tudi pomoč na domu, vse te zadeve. V tem kontekstu je treba tudi, da je sedaj za tiste ljudi poskrbeti, da so čim več časa doma in prav gotovo, da ko bo neki primeren prostor v Brdih in mislim, da službe to delajo zelo, zelo intenzivno skupaj dol. Imamo tudi komisijo za socialne zadeve in se trudijo, da bi čim prej našli primeren prostor, da bi to uredili. Ker nekateri ljudje se potem želijo tudi družbe in se radi tako združujejo na tak način. Dobro, gospod Pršolja. Center dnevnega bivanja je ena ena ključnih točk našega programa. Mi želimo, da bi tam bili lahko ljudje, ki so fizično in psihično še vedno dovolj pri močeh, ali so morda nekoliko osamljeni. Mlada dva, ko bosta šla zjutraj v Gorico ali pa v Šempeter v službo, ga bosta tam pustila, čez 8 ur, 9 ur, ko se bosta vrnila, ga bosta prevzela in odpeljala domov. Vidite, mora biti to lokacijo? Samo da dokončam. Ta oseba pravzaprav bo vsak večer gledala televizijo iz njemu domačega fotelja, bo spala v domači posli, bo videla vnuke, bo jedla hrano, ki je bila ves čas navajena. V tem obdobju, ko bo tam bivala, bomo z pomočjo mladim jim omogočili čim večje, jih bomo čim bolj zaposlili. Tak center, kje ga vidimo? Vidimo ga recimo v enem objektu, ki ni v lasti občine, ampak je v lasti kleti, v zadružni dom v Fojani. Je pa seveda to potrebno s kletjo se začeti pogovarjati. Klet, mislim, da do sedaj je bila tudi pripravljena na izmenjavo raznih zemljišč pa stavb in to je ena izmed. To je tista, ki nam je nekako najprej padla na pamet. No? Dobro. Zdaj na kratko, morda ena od perečih točk za domačine je parkiranje, da nima v Šmartnem, vemo, že nekaj časa iščete rešitve, gospod Mužič, pa tudi pri zdravstvenem domu v Kojskem, čeprav tam naj bi se reševalo. To je ena tem, ki jih domačini vedno izpostavijo. Kdaj bodo torej urejena ta parkirišča v Šmartnem? Upravičeno se marsikdo tam izzi, se strinjam, ampak prav gotovo, da tu je velik problem lastništva določenih zemljišč. No in končno smo po parih letih, ker so bili že variante, da bi gradili parkirne prostore nekje nad hotelom v smeri proti Gonjačam, za hotelom San Martin. Samo ta zadeva bi bila dosti daleč, pa tudi, ker je lokacija taka, bi bila tudi izvedba tega parkirišča zelo draga. No in na srečo, pred kratkim dobra pol leta, no, tega nam je uspelo odkupiti zemljišče neposredno pod Pedratami, mi rečemo, no in tam se zdaj že delajo projekti in tam bo za bom rekel, za 60 do 70 parkirnih prostorov in že razmišljamo tudi še od odkupa še nekaj zemljišč, ker bi ponovno lahko pridobili 60 do 70 parkirnih prostorov. To naj bi se dogajalo v najkrajšem času. Naslednje leto sigurno se to dogodi. In ta ključni problem v Šmartnem bo rešen. Omenila ste še Kojsko, tudi v Kojskem sedaj, ko se dela to krožišče in ta ovoznico, prav tam v krožišču samem je tudi predvidenih 15-16 parkirnih prostorov. Tako da ta problem bo najkrajše rešen. Za Kojsko lahko rečemo že takoj spomladi, ker bo takrat tudi končana ovoznica. Za Šmartno recimo, da tudi nekje v poletnem času, jesenskem času, naslednje leto se lahko to tudi zgodi. Gospod Pršolja, veliko ste bili po krajevnih skupnostih, pravite, da je potrebno marsikje urediti ne le parkirišča, ampak tudi pločnike. Seveda, tudi to, ampak če začnem s pločniki, ne, zdaj seveda, lepo je veliko razmišljati, mislim, da se treba začeti tudi kaj delati. Če tudi sredstva niso dana, v tem trenutku bi morda v Šmartnem začeli z uvajanjem parkirnine recimo za kamperje. Tam ljudje pridejo zjutraj, pustijo kamperje, vzamejo kolesa, cel dan jih ni,
pa se vrnejo nazaj in zasedajo prostor tako domačinom kot gostincem. Problem parkirnih prostorov ni samo Šmartno in Kojsko. Velik problem je na Dobrovem, tam so prisluhnili našim željam, pa so maknili okrogle, problem je Medana, skratka, problemov v Brdih, kar se tiče parkiranja, je veliko, o pločnikih pa da niti ne govorimo. Dobro, morda replika ali bomo rekli... Mislim, kar se tiče pločnikov, lahko komentiramo lep čas. Za zgraditi pločnik, potem moramo vedeti, recimo na neki razdalji, ker sem v tem dopisu, ki ga je Karlo poslal po gospodinstvih v Brdih, sem zasedil tudi kako z Medane na Plešivo, na Ceglo zgraditi pločnike. Ja, vse to se lahko lepo reči, da je veselje, ampak verjamte, za zgraditi neki pločnik moraš biti toliko in toliko soglasij. In samo na kratko, da pločnike za zgraditi je nujno dobiti soglasje lastnikov in potem izvedba in tudi zagotoviti določena sredstva. Dam samo za primer še in bom zaključil, Goriška cesta bi lahko bila že skončana, ampak glede dveh lastnikov, ki niso podpisali nekih dokumentov, se je stvar zavlekla. Dobro. Jaz bi samo gospoda župana vprašal, če morda ve, koliko metrov pločnikov in koliko soglasij je bilo pridobljenih v zadnjih 20 letih. Dobro. Bomo na kratko si privoščili še en glasbeni premor, po glasbi pa tudi odgovorili na nekaj vprašanj naših poslušalcev. Ostanite blizu. Lokalne volitve. Radio Robin. Danes še zadnje soočenje v letošnjem supervolilnem letu. Drugi krog županskih volitev bo tekel tudi v občini Brda, kjer se za svoj 8. mandat poteguje Franc Mužič, za svojega prvega pa Karlo Peršolja. Preden nadaljujemo, bi vas prosila za čisto kratke odgovore, ker smo prijeli nekaj vprašanj naših poslušalcev. Več jih je bilo, zato bomo pač namenili žrebu tisto izbor vprašanj. Pa najprej izvolite, gospod Peršolja. Prvo. Torej, govori se, da nekaterim briškim delavcem ravno za Karla Peršolja je prišlo, ker nekatera so za oba, da nekaterim briškim delavcem niste plačali opravljenega dela pri gradnji vaše vile v Gonjačah, druge pa ste plačali tik pred volitvami, ko ste bili javno opozorjeni v Oštariji. Ali to drži? In še to, ali mislite, da se barva fasade, modra v oklepaju, vaše vile uklaplja v briško pokrajino? Na kratko, čisto. To je vprašanje, ki verjetno me je jasno, odkot je preletelo. Jaz imam vse svoje obveznosti do vseh mojih izvajalcev poravnane, imam vsa potrebna dokazila in kdorkoli želi, lahko tudi to pravzaprav preveri. Glede barve fasade pa mislim, da gre za svobodno izbiro, ki ni v ničemer v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti, ki veljajo v občine Brda, in tako barvo sem pač izbral. Hvala lepa, gospod Mužič. Izberite eno številko. 2. Ali menite, da je vila Vipov že upravičila vaša pričakovanja, glede na to, da ste se za njeno obnovo borili mnogo let? Jaz mislim, da ja. Predvsem sem zaskrbljen malo z gostinskim delom in ta gostinski del, oziroma to vsebino, vsekakor moramo sanirati. Sigurno smo predvideli, da gostilna oziroma restauracija v tem objektu bo odprta dobesedno non-stop, oziroma vsaj 5 dni v tednu. In to, nažalost, ni. V tem smislu mislim, da se stvari niso vdejanje, tako kot smo računali. Dobro, hvala lepa. Jaz vam bom... Sedaj sem preverila namreč podatke. Izgradnja športne dvorane v občini Mironkostanjevica oziroma v Mirno je stala približno 3,4 milijona evrov. Med, bomo rekli, finančnih oziroma nepovratnih sredstev je bilo najprej v višini skoraj 600 000, na to pa je Ministrstvo za izobraževanje znanost odobrilo še skoraj 2 milijona evrov. Preostalo pa je zagotovila občina Mironkostanjevica. Samo tako, da rečemo... Se pravi, da so dobili 2,8 milijonov nepovratnih sredstev. Nekoliko manj, ampak ja, 2,6 milijona. Ni pa, da je stala 1 400
ta investicija prav gotovo, tako kot sem bil jaz seznanjen, je bila vredna 3,5 milijona, skoraj tako. Tako, sprva je bila še okrog 5 milijonov ocenjena. Dobro, sedaj pa še zares čisto na kratko, oziroma čas nas že preganja, vidim, da mi iz režije sporočajo, da moram zaključiti. Torej, hvala lepa obema. Srečno to nedeljo in znova bo treba na volišča v 47 občinah, če na kratko strnem, v Goriški regiji bodo drugi krog tekli še v Tolminski, Kanavski, Novogoriški, na Krasu pa še v Sežanski občini. S prvimi odzivi iz taborov bomo z vami tudi to nedeljo na družbenih omrežjih, tako da že na tem mestu povabilo, da nas spremljajte in hvala lepa, da ste bili z nami. Lep dan še naprej. Lep pozdrav. Lokalne volitve.